Prijatelji narodno-zabavne glasbe, lep dober večer vam voščim iz studija VTV vaše televizije. Kot ponavadi iz Velenja vam voščimo lepe pozdrave. Danes je 8. december, četrtek, kot ste navajeni, vaša družba ob 8. zvečer. Tudi danes sami dobri narodno-zabavni ansambli v naši družbi, dva smo povabili, tudi punca pride pogledat, sicer ni v originalu v zasedbi ansambla, ampak vas bo pozdravila potem proti koncu oddaje. Tako da vas vabim, da ostanete v naši družbi, predvsem moška populacija, drugače pa najbolje, da začnemo kar s prvim ansamblom, tole je Eurokvintet. Dober večer. Kam se je skrilo dekle, tista lepa rožica, ki bi jo ljubil lahko, iz srca vse do neba. Kam se je skrilo dekle, prosim vas, pomagajte, rad bi zaljubil se že. Kje je to dekle? Hodim po mestih vaseh, iščem jo, a sreče ni, potlej pa v dolgih nočeh, posteljco sam grejem si. Kam se je skrilo dekle, oh, le kdaj jo našel bom, rad bi zaljubil se že. Kje je to dekle? Nič ne tarnaj, fantič, ti vse čez noč se spremeni. Ena te ujela bo, se zaljubil boš v njo. Nič ne tarnaj, fantič, ti, če ta prave zdaj še ni. Samski stan uživaj le, za deklice čas bo še. Po mestih vaseh, iščem jo, a sreče ni, potlej pa v dolgih nočeh, posteljco sam grejem si. Kam se je skrilo dekle, oh, le kdaj jo našel bom, rad bi zaljubil se že. Kje je to dekle? Nič ne tarnaj, fantič, ti vse čez noč se spremeni. Ena te ujela bo, se zaljubil boš v njo. Nič ne tarnaj, fantič, ti, če ta prave zdaj še ni. Samski stan uživaj le, za deklice čas bo še. Kam se je skrilo dekle in Eurokvintet v naši družbi. Dober večer, kar prvemu članu. Dober večer. Eurokvintet, prihajate odkot? Trije smo z Laškega, eden je iz Štor, Damjan je iz Štor in Rok je iz Šmarja pri Jelšah. Je nekako Damjan tisti, ki je obraz ansambla Eurokvintet? Mislim, da bi kar lahko rekli tako, ja. Da bi lahko rekli. Zakaj? Mogoče kdo od naših gledalcev ne ve? Ja, verjetno vsi, ki gledajo to oddajo, poznajo vsaj kakšno njegovo besedilo, tako da mislim, da to dela zelo dobro
in mislim, da v prvi vrsti zaradi tega je on, lahko rečemo, prvi obraz našega ansambla. Tudi vodja? Ja, nekako tudi vodja, ja. Nekako tudi vodja. Dober večer tudi tebi. Kako Dober je? večer. Ja, fino, zdaj ne vem, Miha tu zgleda mogo dati za pijačo, zdaj. Hvala za pohvale. Seveda, lep pozdrav tudi vsem, predvsem vsem gledalkam, gledalcem vaše oddaje, ja, tako. No, precej skopi ne moramo biti z Damjanom Pasaričem, ko ga imamo v studiu oddaje najvišje, glede na to, da je ogromno narodno-zabavnih ansamblov, katerih avtor besedilci. Ja, jih je kar precej vesel in ponosen sem na vsa svoja dela in ponosen sem na vse ansamble, ki v bistvu pridejo k meni, saj mi izrazijo neko zaupanje in si priporočam še za naprej. Trudim se pač delati dobro, včasih uspe bolje, včasih malo manj, ampak suma sumarum je pa kar okej. Zdaj, če bi potegnil črto, a pišeš za svoj ansambel najboljše tekste? Ja, včasih pravijo, da je Kovačeva kupila bossa. A drži to? Ne, mogoče pa res, da moji fantje včasih na kakšno besedilo malo dlje čakajo, pa kdo drug. Ampak načeloma ne delam razlike. Vedno vzamem komad kot komad, ni mi pomembno, za koga je. Zanimivo je, da sem napisal nekaj lepih, lušnih tekstov za ansamble, ki so mogoče delovali kakšno leto in zdaj ne delujejo več in mogoče skladbe niti niso prišle tako do izraza, kot bi želel, tako da mi je mogoče majčkeno žal, ampak ne delam razlik. Kako bi mogoče Damjan predstavil ansambel Eurokvintet? Ja, v bistvu smo ena taka lušna druščina 5 članov, delujemo že, ansambel Eurokvintet deluje v bistvu že 11. leto, ampak kakšno leto oziroma 2 leti nazaj je bil na krajšem mirovanju in ravno v tem času je prijatelj Grega ustanavljal ansambel, me povabil k sodelovanju, imel je že našega trobentarja Mihata in seveda našega basista Mitjata, oziroma Mitja, ne, ali kako je zdaj slovenščina. Mitja ali Mitjo? Mičota, ne. Odlično. Tako, ja. Tudi tako je v redu. In je povabil mene k sodelovanju, sva se usedla dol in sva rekla, zakaj pa ne bi delali naprej kot Eurokvintet, in smo se tako odločili, tako da v bistvu smo to pot štartali, rabili smo še kitaro, imeli smo par audicij in najbolj nam je odgovarjal tale Šmarčan. Lep je, pašek nam, nimaš kaj, fajn špila, to je to. Odlično. Same pohvale torej Eurokvinteta že na samem začetku oddaje. Kam se je skrilo dekle? Da lahko iz prve roke zvemo. Ja, skrilo se je, no, mislim, niti se ni tako hudo skrilo. Jaz sem jo najdel sicer tam, kjer sem rekel, da ne bom nikoli ženske iskal, ženske partnerke, ne, za življenje. Na odru je bila, z mano je bila in ko je fajn zapela, sem rekel, to je to. Sicer sem mogel knedlic požreti, ker da imaš v bistvu za partnerja nekoga, ki ti lahko parira v glasbi, ni glih lušno, no. Ampak nama kar gre. Ja. Rad izdajaš vsebine svojih tekstov? Mislim, imaš s tem probleme sploh? Ne. V bistvu vsi moji teksti imajo neko zgodbo. Noben ne nastane kar tako. V bistvu zato tudi mogoče kak ansambel, ko pri meni naroči besedilo, včasih tudi malo čaka. Ne? Jaz rečem, se mudi, se ne mudi, to imam najraje. Potem nastane res kaj dobrega, drugače pa idej za tekste je veliko. Moče tudi danes kako poberem na poti domov. Lisička je tista, ki si jo ujel? Ja, lisičko sem ujel, ja, mislim, ja, mi je nekako uspelo, čeprav imam včasih občutek, ko me takole malo šlihta, da je ona ujela mene. Kdo je zdaj tu lovec? Se veš, lisička je prav zvita zver. Kdo je tu lovec, kdo je tu lisička, bi se dalo razpravljati, ampak glede na to, da je danes z nami, ne smem vse po pravici povedati, ja, tako. No, sicer jo bomo pa vprašali, ni problema. Takole, Eurokvintet v naši družbi z naslednjim valčkom z naslovom Lisička, uživajte. Lisička je prav zvita zvir, to
kako drži. Užene lovca v kozji rog, da mu nič jasno ni. Zdaj našo je lisičkico mlad lovec ulovil. Brez puške, tudi brez pasti, momjem jo je dobil. Lisička je prav zvita zvir, to še kako drži. A če zaljubil lovca se, ujit se mu pusti. Ob 4:04 je naslov komada oziroma video spota, ki si ga bomo privoščili v temlem trenutku. Tole so fantje iz Podlisce, potem se usedemo za našo mizo, pozdravimo Damjana Pasariča in še enega izmed ansambla, od ansambla Glas. Ostanite z nami. Če me boš pustila, se spet bom naspal in končno za šans svojo dušo poslal. Osvajal bom vsako, ki srečal jo bom, sproščeno sprejel razmetani bom dom. Si pekel bom jajca po 3-krat na dan, se zvrnil na kavč, kar obut in pijan. Posteljo mojo bo vročko leda, le zase zapravil bom v svoj denar. Nekoč pa ob 4, verjetno po 4, se zjutraj zavlekel pod tvoj bom balkon. Kot kužek bom jokal in ranjeno stokal, obljubil ti vse, če vrneš se. Po 3-krat na dan se zvrnil na kavč, kar obut in pijan. Nad posteljo mojo bo vročko leda, le zase zapravil bom v svoj denar. Nekoč pa ob 4, verjetno po 4, se zjutraj zavlekel pod tvoj bom balkon. Kot kužek bom jokal in ranjeno stokal, obljubil ti vse, če vrneš se. Nekoč pa ob 4, verjetno po 4, se zjutraj zavlekel pod tvoj bom balkon. Kot kužek bom jokal in ranjeno stokal, obljubil ti vse, če vrneš se. Obljubil ti vse, če vrneš se. Takole, tole so bili fantje iz Podlisce. V moji družbi pa zdaj pozdravljam Damjana Pasariča. Lep pozdrav. Da se ne bojo počutili zapostavljene tvoji glasbeni kolegi. Ja. Zdaj sem pravkar videl, da je kamera tudi pokazala, čeprav nismo bili dogovorjeni, še Roka iz ansambla Glas. En aplavz še zate, da ste se nam pridružili. Hvala.
ustvarjanje na narodno-zabavni glasbi, oprosti, eno vprašanje še imam za Damjana, prej sem imel zdajle pripravljeno v glavi. Če bi lahko izpostavil enega izmed vseh tekstov, katerega bi izbral? Ja, čisto vsak tekst je ena taka svojevrstna zgodba. To je tako kot pri otrocih, ko v bistvu imaš vsakega enako rad. Ampak mogoče bi lahko izpostavil tekst To je ljubezen, ki smo ga napisali skupaj z mojo ženo, takrat še punco, in smo ga tudi z Eurokvintetom posneli in je bil premierno izveden na najini poroki, tako da mogoče tega drugače pa... Slišan bo tudi danes. Ja, seveda, naša družba. V tem trenutku lepo pozdravljam še enkrat Roka iz ansambla Glas. Lepo pozdravljeni. Ste že pripravljeni zunaj, da pridete? Tako smo se že pripravili. Ja. Odkud ste se pripeljali? V bistvu kar iz različnih koncev, ker v bistvu sedež imamo v Zrečah, ampak imamo tudi enega Korošca, pa iz Hoč, pa iz Zreč. No, potem niste tako oddaljeni od Eurokvinteta. Pa Slovenija je mala. Slovenija je tako, mala. Ja, glasba pa druži ljudi, tako da tudi... Glasba združuje, povezuje. Kakšen je vaš odnos do glasbe? Ja, no, če za sebe govorim, pa mislim, da me lahko kolega pritrdi. Meni je glasba v bistvu en koncept življenja, spremlja me že od malih nog. V bistvu brez nje ne bi bil to, kar sem, brez nje ne bi imel tudi žene zdaj, ne bi ustvaril družine, ker je vse šlo čez glasbo. Tako da brez glasbe jaz nisem jaz. Rok, tvoje korenine tudi segajo, so Tako, glasbene. mislim, da se lahko kar Damjanu pridružim, vse kar je on povedal, tudi Ja. v bistvu za mene drži že od malih nog naprej. Tako da tudi ženo, mislim, bodočo ženo mojo, sem spoznal preko glasbe, tako da v bistvu glasba je res naše Tako da, življenje. če ne. mogoče bi lahko dala midva en tak kratek napotek, če ima mogoče kdo težavo pri izbiri partnerke, naj začne igrati kakšen inštrument, naj začne pet, postane glasbenik, evo, potem pa to gre, ne? Potem pa ni problema. Mislim, da se jih je že dost odločil za tako pot. Se vam ne zdi, koliko je že ansambl v Sloveniji? Zadnji podatek se mi zdi, da je bil, ne vem zdaj točen kater, Franc Kumpare je bil moj gost v Najvižji, je rekel, da je registriranih 1400 imen narodno-zabavnih ansamblov. Ja, to mislim, da je tako, da bi zdaj že lahko rekli 1401, 1402, glede na to. Pa gre kaj v minus sploh? Mislim, da ne, ker ansambli tudi, kakor jaz spremljam tole sceno, skrbimo za podmladek in potem nekako posredno za nove ansamble, tako da prav, da gremo v plus, ker če mogoče kdo pravi, ja, je pa prehuda konkurenca ali pa preveč ansamblov, ne, prostora je dovolj za vse, dokler glasba nosi dobro voljo, ni problema, lahko ansamblov milijon. Koliko je dejansko konkurence? Zdaj starejši, tisti mogoče, ki so iz, ne bom zdaj rekel, elitnejših ansamblov, naprimer v prejšnji oddaji Najvižje sem gostil Alpski kvintet, so rekli, da v bistvu tle sploh ne morejo govoriti več o neki konkurenci, ker so ansambli ustvarjajo na neki podlagi, ki je močna, vsi ansambli vejo, kako komad odigrati. Kaj v bistvu dela v tem času razlike med ansambli? Ja, jaz mislim, da razliko še vedno dela izvirnost, koliko se pač to še da. Zdaj, manjši problem nastane, ko skušaš biti izviren pa delati malo drugače, ker ljudje so navajeni tega preizkušenega recepta in tudi ta recept nekako je še vedno najboljši in težko je delati nekaj lepega pa izvirnega pa všečnega ljudem, tako da komu to uspe, je kar terno zadev. Čeprav jaz mislim, da se ansambli še vedno vsi trudimo nekako imeti svojo izrazno noto, ampak z vsem spoštovanjem do te naše narodno-zabavne dediščine še pa vedno preigravamo te stare skladbe in jih v bistvu cenimo in spoštujemo in tudi s spoštljivostjo izvajamo. V tem trenutku še priložnost za vas, drage gledalke, gledalci, da nas pokličete v studio oddaje Najvižja na telefonsko številko 03897 077 0, povprašajte naša dva glasbena kolega tukaj v studiu, karkoli vam leži na duši, seveda vam bosta z veseljem odgovorila, tudi jaz, če imate slučajno kakšno vprašanje zame. Dobrodošli tudi vi v našem studiu. Morda vprašanje še zate, Damjan, oziroma kar za oba. Gre narodno-zabavna glasba v pravo smer? Zdaj, glede prave smeri, je težko reči, ampak jaz mislim, da je v bistvu vsaka smer prava. Nobena zadeva v življenju ne gre konstantno gor ali pa konstantno dol. Vedno so neki intervali in prav je tako. V bistvu se
vedno bolj se ustvarja neka mogoče majčkeno bolj pop scena narodno-zabavne glasbe, ampak dokler so stvari korektno izvajane, korektno posnete in v bistvu že skomponirane, ni to čist nič narobe. Je pa res, se pa najdejo tudi stvari, ki pa mogoče niso tako dobre, niso tako simpatične, ampak se v bistvu čas pokaže, kaj je dobro, tisto ostane, kar pa ni dobro, pa pač gre mimo. Sej, v bistvu je v življenju vedno tako, no, jaz ne bi tu zdaj neke težke filozofije delal. Smer je gotovo vedno prava, no. Smer je vedno prava. Ansambel Glas ostaja nekako pri koreninah narodno-zabavne glasbe. Se motim zdaj, če to govorim? Ne, tako ja. Imamo radi tudi te, kot je že povedal Damjan, in seveda spoštujemo te starejše izvajalce in tudi to glasbo in tudi ta nam je zelo pri srcu in tudi sami se nekako vidimo v tem in delamo v tem stilu malo tudi, ja. Zdaj bo morda mahnil mimo, ampak zakaj še nimate nobenega teksta od Damjana? Mogoče smo bili malo premalo skupaj, tako da mogoče od danes naprej. Prej mi je zaupal, da bojo rabili 3. 3 tekste potrebujo, ni problema. Ne, majčkeno heca, ampak ansambel poznam in lepo, odlično delajo. Mogoče pa tudi zdaj sodelujemo, zakaj ne? Tako, z veseljem. Če bi slučajno imamo telefonski klic. Evo, dober večer, komu, kdo nas je poklical? V studiu ste, govorite, prosim. Dober večer. Obala. Halo? Ja, slišimo vas. Dober večer. Ja, dober večer. Kako ste, gospa? Pozdrav ansambla, ta dva, ne? Lep pozdrav. Lep pozdrav. Osebno najbolj poznam Damjana. Ne priznam. Ki je igral prej pri ansamblu Ta pravih. David pri telefonu, če se kaj spomne. Zdaj glede na to, da smo s Ta pravimi muzikanti mi prešpilali res ogromno, pa da je bilo toliko enih markantnih ljudi, bi zdaj težko rekel, kdo in kaj, ampak jaz verjamem, da se še bomo sigurno kdaj srečali, pa za kakim šankom to dilemo rešil, kdo je kdo. A se me poznaš, predajano smo zvočen postavil, če kaj. Tako, odlično, ja, tako. Ja. Imate še mogoče kakšno vprašanje za Roka iz ansambla Glas? Ja, da sem nekaj naprej špilate, ko so, ne? Hvala lepa, se bomo trudili. Super, zdaj namreč prihajajo v našo družbo, tako da ostanite tudi vi z nami. In seveda vsi, najlepša hvala za klic. Ja, enako. Srečno. Tudi vi, ostanite naša družba še naprej. Zdaj se nam v studiu pridruži ansambel Glas, sledi pa videospot ansambla Novi spomini. Briga me, uživajte. Briga me, če ljubiš drugega dekle, saj nor sem bil, ker nisem verjel, da me vleče za nos. Briga me, ker pojdi z njim, ne vračaj se, nekod spoznala boš, da si izgubila ti. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj, jaz na te bom pozabil, mi druga grela bo srce. Jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Nocoj, jaz na te bom pozabil, našel sem drugje. Briga me, če z njim objemaš vse dekle, saj taki kot si ti, jaz dobil bom z lakoto vsaj 5. Briga me, če misliš name ali ne, dovolj bilo je tebi, ne dam najlepših let. Nocoj,
srce. Nocoj jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Nocoj jaz na te bom pozabil, ljubezen našel sem drugje. Takole spremljate oddajo Najvišja, dober večer, če ste se slučajno pravkar preklopili na naš kanal. V studiu so se nam pravkar pridružili ansambel Glas, ki jih lepo pozdravljamo že z njihovim prvim komadom. Uživajte. Vem, da je soseda moja punca ena A. Vem, da me čez plot že večkrat je osvajala. Vem, da sem bedak, če to priložnost zamudim. Vem pa tudi, da se lahko zavedno ulovim. Saj bi rad, pa ne smem zlizel tja v vrtec in kjer najlepši je svet, a ne smem se ujet, res je tam skriti raj, a poti ni nazaj, jaz pa hočem mladost uživati zdaj. Če bi ji samo poljub ukradel ali dva, če bi se lahko le kakšno urco stiskala, če bi mi pustila, da potem po svoje grem, bi takoj nocoj skočil preko plota v njen objem. Saj bi rad, pa ne smem zlezel tja v vrtec in kjer najlepši je svet, a ne smem se ujet, res je tam skriti raj, a poti ni nazaj, jaz pa hočem mladost uživati zdaj. Res je tam skriti raj, a poti ni nazaj, jaz pa hočem mladost uživati zdaj. Ansambel Glas v naši družbi, tako Roka smo že spoznali, gremo pa zdaj k Ivanu, ki smo ga pa že tudi na nek način spoznali. Dober večer. Dober večer. Kdaj smo se videli? To 2-3 tedne nazaj. Nekaj takega. Nekaj takega. Takrat smo kar rekli, moraš še priti z ansamblom Glas, bil si pa s kom? Jaz z prijateljem Branetom Klavžarom, s katerim tudi sodelujemo s ansamblom, tako da... Zdaj sem slučajno na tvojem koncu, pa če pogledaš zdaj svoje fante in jih na kratko predstaviš, me zanima, kaj boš povedal. Pazi, kaj boš rekel, evo. Vsega ne bom povedal, ne, ampak ja, Toni z Koroške, to je simpatični fant, vajen je, dela, vesele narave, poskočen, taki prijeten fant. Tako tudi ostala dva, Žiga Kovačec, iz Reč, kitarist naš, malo ga zdaj opazujte. Ja, tudi odličen fant, fajn se razumemo. In tudi vodja Rok Štravs, ki nas fejs ima na trdo, ne. Fejs na trdo? Ne, malo heca mora biti, ampak ne, res, tudi z Reč, mislim, da je najbolj pomembno, da smo pravi prijatelji, kar pa mislim, da smo, ne. To je res. Ansambel Glas ste znani oziroma ste na dobrem glasu, kar se tiče petja. Ja, recimo. Tudi igranja seveda, ampak petje vam dosti dobro leži, dosti ste uglašeni. Recimo, to bolj drugi pravijo, no. Ja. Recimo, mi se trudimo po svoje, da delamo to, pa še nam, no, da v bistvu uživamo v petju, no. Koliko časa ste zdaj že skupaj?
Zdaj smo skupaj približno 5 let, smo mi 3, pa Ivan zdaj 2 leti pa pol. Ali ta oglasitev potrebuje svoj čas, ali je to naključje, da se najdejo 4 glasovi, ki si pač toliko ustrezajo, da preprosto zazveni zadeva? Ja, sigurno je nekaj povezano, da ti glas zveni, no? Da je v bistvu narava ti dala ta glas, potem pa seveda vsi 4 glasovi, da zazvenijo, seveda pa je tudi čas potreben, da se stvar uleži, po domače rečeno. Takole, grem še k soimenjaku, da vidim, kaj ima razigran Žiga za povedati, oziroma kaj boš rekel na vprašanje, zakaj je ansambel Glas drugačen od drugih narodno-zabavnih ansamblov? Ja, ker radi zapojemo, večinoma kapele, ker zdaj mladi ansambli večinoma rad igrajo, ne bolj to muziko. Odlično. Ampak mi pa radi bolj zapojemo, radi stopimo skupaj, pa zapojemo kaj lepega, pa polepšamo večer vsem. Ja, da vas slišimo. Res? Dajmo eno, ki me res zanima. Rože je na vrtu plila, pila je pesem glasno, pila je pesem glasno. Žival, živolice zarodila, ko je stopil on pred njo. Ko je stopil on pred njo, ko je stopil on pred njo, ko je stopil fantič pred njo. Daj mi cvitko, dekle, zalo, da si jo na prsi pripnem, da si jo na prsi pripnem, za spomin cvetlico zalo, prejkov tuje kraje grem. Prejkov tuje kraje grem, prejkov tuje kraje grem, prejkov tuje kraje jaz grem. Ki to cvetja mu je dala, s cvetjem mu dala srce, s cvetjem mu dala srce. Sama v vrtu je ostala, on po svetu šel od nje. On po svetu šel od nje, on po svetu šel od nje, on po svetu šel je od nje. On po svetu šel od nje, on po svetu šel od nje, on po svetu šel je od nje. Bravo. Zaka Robi, en aplavz, prosim. Je malo kamere šla. Zate vprašanje v tem trenutku. Glede na to, da si imel solo vmes, solo petje, verjetno si kaj obiskoval. Ja, tudi, ja. Na konzervatoriju za glasbo tudi še vedno obiskujem, pač to solo petje. Ne bod, prosim, skromen, konzervatorij za glasbo, tukaj je skromen. Ja, pač vsi se nekako udeležujemo tega, ne, da izpopolnjujemo svoje petje, koliko se pač le da. Kdo vam še sploh rabite kako mentorstvo pri vokalnih zadevah?
jaz mislim, da mentora moraš vedno imeti v življenju, ne? Na vsakem koraku, tako da mislim, da tudi pri petju zelo pomembno, da imaš mentorja. Tvoja punca tle, ki ima besede, ki reče zraven? Ja, da pač ne bom včasih tiho, da ne pač ima tudi, ja, da me spodbuja v tem smislu, ja. Tako, v redu, najlepša hvala še enkrat za tole vokalno izvedbo, zdaj pa bojo še nekaj zaigrali. En lušen valček se nam obeta, Ansambel Glas je naša družba v tem trenutku, uživajte. Seštevam poglede in lepe besede, je vidno enak rezultat. Če ti bi hotela, če ti bi želela, postav ljubezni bi tvoje tat. Ko vidim te z drugim, si vidno obljubim, da zbrisal te bom iz srca. Če ti bi hotela, če ti bi želela, lahko bi moje dekle bila. Rad bi verjel, da čutiš tako kot jaz, da sreča meni prezrla. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Čeprav ni pošteno, želim si leno, da njemu lahko bi te vzel. Če ti bi hotela, če ti bi želela, le za sebi te imel. Rad bi verjel, da čutiš tako kot jaz, da sreča meni prezrla. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Rad bi verjel, da pride tisti čas, ko mi boš odprla srce. Ko mi boš odprla srce. Krasen valček, če bi ti hotela, in Ansambel Glas. Grem pa zdaj do vodje ansambla, to je Rok, s katerim sem danes že spregovoril. Kaj pomeni, da je človek vodja ansambla? Kakšna funkcija se te drži? Oziroma, kaj imaš za delati? V bistvu organizacija vsega skupaj, ne? Torej, od vaj do vseh dogodkov, do vseh dogovorov. To je po večini bolj kot ne moje, tako da pa tudi fantje pomagajo, tako da to, predvsem to. A lahko rečeš, da imaš glavno besedo v ansamblu? Ne, v bistvu smo ansambl kar tak, da se v bistvu vse skupaj dogovorimo, vsi štirje, ne? Tako da pri nas nima v bistvu nihče glavne besede, ampak taka neka demokracija. Demokracija, no. Se kdaj kaj skregate? Pa bolj poredko, no, bolj so
mogoče kakšni resni pogovori, nekega kreganja pa ni. Okay. Ker se fajn razumemo. No, odlično. Pa misliš, Žiga, da je dobro, da se ansambl kdaj tudi skrega? Mislim, ne skrega zdaj do konca, ampak tako, da začutiš ti tam, kje je meja, da se zna v bistvu zadeva speljati do konca v miru. Ja, fajn je, da se nekaj skritizira, ne? Ker vsak človek rabi neke kritike, ne? Da pol vidi sam pri sebi, to pa moram popraviti, pa kaj ne. Od koga kritiko izmed tvojih prijateljev najbolj sprejemaš? Vseh pač. Vse dogovorimo, vse pa. Vsi povejo pač kako kritiko, če kjerga kaj moti, povemo vsi pa to. Smo tako neki brati, no, tak bi rekel. Tebi narodno zabavna glasba pomeni kaj? Vse. Življenje, ne. Odraščaš z njo? Ja, že oče je igral, pa brata, oba dva, tako da smo neka družinska. Oče je igral v ansamblu... Zreških 6. Zreških 6. Ja. Ta ansambl ne deluje več, ne? V bistvu deluje tam na neka presenečenja, pa to še malo hodijo drugače. Ja. Kje vi največkrat igrate? Bolj to, Zreški konec, Konjice, več zdaj bolj proti Mariboru tudi, pa Koroška, vse pač. Kaj pa drugače, ali so koncerti to, ali so Abrahami, poroke? Kje ste najbolj zaželeni? Tam, kjer nas najbolj pokliče. No, poleti večinoma poroke, no. Drugače pa tak po zimi, pa to so pa Abrahami, rojstni, tak zadeve. Ok, se pravi, ti si zdaj ločil na letne čase, grem še do harmonikarja. Me zanima, obstajajo ansambli, ki lahko rečeš, to je bolj poročni ansambl, vzemite si te za poroko, če hočete imeti Ohcet, Orang, če hočete imeti Abrahama, vzemite en ansambl, ki je mlajši, ki je pripravljen igrati tudi še 2 dni zraven za ston. Ja, je to res, ne? Soda je dejansko v bistvu povezano tudi s kilometrino, no, če bi tako rekel. Nekdo, ki več igra Ohcet, je avtomatsko mogoče bolj izkušen, ima več prakse in je avtomatsko v bistvu, recimo temu, bolj zaželen, recimo na Ohceti. Naredi večjo fešto, ni pa rečeno. Med ansambli se mogoče tudi ločujejo tisti, ki igrajo bolj, ki so bolj za valčke, tisti, ki so bolj za polke. Kje ste vi? Mi? Jaz osebno sem bolj pri valčkih, zdaj po moje pobi bojo rekli mogoče kjer kontra, odvisno, no. Jaz bom rekel, da oboje nam leži, no. Super. Odvisno, pač od komada do komada, izbiramo pa komade, ki smo v bistvu vsi za to, da ta komad pa bo recimo za nas, no. Odlično. Če bi zdaj izpostavil en vaš uspeh, glede na to, da jih je bilo kar dosti, kater vam pomeni največ? Ja, sigurno lansko 2. mesto na Vurberko, pa kjer smo dobili Srebrnega zmaja, pa Šifrerjevo plaketo za najboljše 4-glasno, večglasno petje, no. Evo, pa smo še tole zdaj fajn zapakirali, pa dali piko na i. Odlično, do ansambla Glas se vrnem takoj za njihovim naslednjim komadom, potem se nažalost že poslovimo, čas nas malo priganja, da v studiu zopet pozdravimo Eurokvintet, so pa še vedno gostje ansambl Glas. Daj, miłża kaj, odlaszasz, daj, spet glavo v stran obračaš, daj, daj, urno se obrni in na to še bliz je vrni. Daj, saj lahko si prvi, ko se polka oglasi. Okrogla polka je najlepša stvar, takrat ko plešeš, za vse drugo ni. In malo hitro, sebi najti pravi par, nihče se v plesu ne počuti star. Daj, miłża kaj, odlaszasz, daj, spet glavo v stran obračaš. Daj, glej dekle, že čaka, da se v polki zavrti. Okrogla polka je najlepša stvar, takrat ko plešeš, za vse drugo niti. Malo hitro, sebi najdi pravi par, nihče se v plesu ne počuti star.
Takole, pa sem znova na pravem mestu. Tako, ansambl Glas še v zadnjem delu. Ti igraš harmoniko, glede na to, da si jo prijel zdaj v roke? Tudi malo, ja. Ja? Ja. Res lahko slišimo? Je kaj? Zdaj ste pa me našli, ja. A znaš katero od ansambla Glas? Ali pa kot špica v naslednji komad? Joj, samo malo. A znamo, kjer te imamo našel? Ne, bom kar eno. Kar eno. Najlepša hvala. Je dobro, da so takole fantje multi-instrumentalisti. Je veš da? Pevci, instrumentalisti. Ja, jaz Ivana obožujem na ohceti. Ja? Se lepo malo izmenjamo. Da ne sem jaz trpim. Aha, odlično. Kontrabas imate. To je kar prednost ansambla. Ne vem, meni je kontrabas zelo pri srcu, tako da doživam ob igranju njega. Govorim prednost ansambla v smislu, če pridete kam, ne rabite ozvočenja. Ja, ali pa kakega malega fršterkerja, pa tako da je kar, malo se sliši, ne? Ja, saj sliši. Ja. Sliši se dobro tle v studiu. No, daj še ti malo zaigraj. Odlično. Evo. Žiga, za vse punce, ki gledajo oddajo Najviža, kaj bi jim povedal, si še samski? Ne. Ne? Zdaj me gleda bodoča žena. Bravo. A to je uradno? Ja, drugo leto se ženim. V redu. Kdo bo igral na ohceti? Ja, slovenski zvok. Dobra izbira. Super. Pa še kako bo verjetno ansambl Glas dodal. Ja, bomo videli. Jaz sem bolj užival, pa bom druge gledal rajši. Odlično. Pripravljate kaj novega v tem času? Kje ste sploh decembra? Decembrski čas je poln špilov, verjetno. Tudi takole, ja, zdaj razni zaključki, pa obletnice, pa tako, potem pa tako v bistvu smo že na polovici decembra, ne. Potem pa seveda tudi v prihajajočem letu nekaj novih skladb, tudi nekaj o festivalih razmišljamo, tudi nekaj koncertov bomo pripravili. Kjer je zdaj prvi? A že Polka Valček prvi? Mislim, da je. Oziroma Dolenjske Toplice. Greste? Tisto še ne, tisto. Nekaj drugo leta bomo še videli, pa se odločili sproti. Odlično. Silvestrovanje? Letos smo si vzeli prosto, je bilo poleti gužva, tako da smo rekli, za Silvestrovo pa lepo s svojimi. So vse besede v ansamblu Glas izrečene? Ne še. To je pravi odgovor. Kaj bi še dodal ob koncu? Kaj bi dodal ob koncu? Poslušajte nas. Spremljajte nas na Facebooku, na internetu, vse posod, na naših špilih. To je to. Uživajte v naši glasbi. Najlepša hvala za vašo družbo. Hvala. Veselje mi je bilo. Ja, srečno. Fajn bodite. Vse besede izrečene, ansambl Glas, potem sledi videospot ansambla Metri do polnoči, naš stric, na kar se nam zopet v studiu pridruži Eurokvintet. Uživajte. Na valu močne jeze, rekel sem, kar ne bi smel. So šle besede iz mene, z njimi sem te prizadel. V tistem hipu nisem slutil, da mi bo še žal. Saj bila si vedno človek, ki se nam je vsem razdal. Še vedno moja draga, trudim se za naju dva. Čeprav beseda grda, kdaj pa kdaj iz ust je šla. Težko je res priznati, da narobe sem ravnal. Brez ljubeče roke, jaz ljubiti ne bi znal. Brez ljubeče roke, jaz ljubiti ne bi znal.
Večkrat se spominjam vseh mojih napak, ki storil sem v življenju in tebi mnogokrat. Rad bi ti priznal, da nisem prav ravnal, ko besede izrečene nisem zbral. Večkrat se spominjam vseh mojih napak, ki storil sem v življenju in tebi mnogokrat. Rad bi ti priznal, da nisem prav ravnal, ko besede izrečene nisem zbral. Ko besede izrečene nisem zbral. Naš stric ni bil vedno stric, je bil pobali nekdaj. Navihan rdečih lic in rad je ušpičil kaj. Premajhna in skromna je bila rojstna hišica, vseeno pa sreča je v družini bila doma. Ponosne smo na strica našega, ga Bog izbral je za služabnika. Faraonom svojim dušni je pastir, deli dobroto, v srca kliče mir. V naravi rad nabira si moči, vinograd okopava in škropi. K čebelicam zahaja v čebeljak, zapoje z nami, ker je veseljak. Stric naš zaljubil se, vso šolko prikupno je. Takrat pa naš mili stric je enkrat povzdignil glas. Dovolj je teh govoric, duhovnik postal bom jaz. Ponosne smo na strica našega, ga Bog izbral je za služabnika. Faraonom svojim dušni je pastir, deli dobroto, v srca kliče mir. V naravi rad nabira si moči, vinograd okopava in škropi. K čebelicam zahaja v čebeljak, zapoje z nami, ker je veseljak. Ponosne smo na strica našega, ga Bog izbral je za služabnika. Faraonom svojim dušni je pastir, deli dobroto, v srca kliče mir. V naravi rad nabira si moči, vinograd okopava in škropi. K čebelicam zahaja v čebeljak, zapoje z nami, ker je veseljak. Simpatične Štajerke, metri do polnoči so bile tole v studiu, pa se nam je zopet pridružil Eurokvintet, ko starka zima bo odšla. Šele prišla je, vi pa že hočete, da je konc. Hladna je zimska noč, midva z mojo deklico pa se stiskava. Mraz ne more nama nič, ker se ljubiva. Ljubica, povej, ko starka zima bo odšla, spet bo tukaj pomlad, svetjem svet bo bogat. Si lahko takrat pri tebi bom srce pogrel, ko pomladni
zapel. Si lahko takrat pri tebi bom srce pogrel, ko pomladni požarki sneg skopnel. Se je k meni stisnila, šepnila, ni tako nič ne skrbi, ljubček moj. Rada imam te močno, predvsem popeljem jo, ko ta sneg skopni. Da ljubezen najina nam se pozlati. Ljubica, povej, ko starka zima bo odšla, spet bo tukaj pomlad, s cvetjem svet bo bogat. Si lahko takrat pri tebi bom srce pogrel, ko pomladni požarki sneg skopnel. Se je k meni stisnila, šepnila, ni tako nič ne skrbi, ljubček moj. Rada imam te močno, predvsem popeljem jo, ko ta sneg skopni. Da ljubezen najina nam se pozlati. Ko starka zima bo odšla in Eurokvintet. Na začetku oddaje so obljubili, oziroma je Damjan obljubil, da pripelje danes v studio tudi svojo boljšo polovico. Tanja, dober večer tudi tebi. Dober večer. Kako si? Super. A je bilo težko čakati? Ne. Kako je tam v režiji, kaj se kaj dogaja? Super, jaz ko sem spremljala, če bo moj povedal kako bedarijo, ampak se je kar lepo držal. Se je kar lepo držal. Večkrat reče kako bedarijo? Ne, se ga moram pohvaliti, da je kar priden. Kako izgleda Damjan, ki piše tekste? Si ga že kdaj zalotila? On je tak, da v bistvu nikoli ne veš, kdaj piše tekste, nikoli se zdaj ne odloči, da bo se usedel dol pa napisal, ampak ko nekaj začuti, ko misli, kaj bi napisal, ga že vidi s telefonom, ko piše pa si zapisuje zapiske, pa še večkrat gre skozi. Kljub vsemu danes ni glavni gost oddaje Damjan Pasarič, ampak Eurokvintet. Mogoče tvoje besede o teh fantih, kako jih poznaš? Zdaj smo se že kar dobro spoznali, odkar so v takšni ekipi in moram povedati, da so super fantje, večkrat se tudi drugače dobimo, gremo na kakšno pijačo, večerjo, pridejo k nama domov, se poveselimo, tako da so super. Kako bi ti predstavila Eurokvintet nekomu, ki jih ne pozna? Da so to eni taki fantje, ki odlično igrajo novodobno glasbo, ampak se tako lepo spopadajo z Avsenikom in njegove viže super preigravajo. Je bila tole dobra napoved, ne? Tanja, izvoli na prizorišče. Zrasli smo. Kako zrasli ste? Smo. Zrasli ste. Gremo še na drug konec našega studia. Kako kaj funkcionira tale zveza? A to kaj škoduje ansamblu? Najverjetno. Ne, sploh ne, daleč od tega. Nasprotno. Ja, je taka dobrodošla popestritev, pač bolj razgiba cel program, včasih tudi na kakem igranju nam pride pomagati, veliko bolj se ti razširi repertoar, večje možnosti imaš samega izbora pesmi, skladb, tako da je super. Skladba, ki prihaja, je baje po Damjanovem, kakor da je besedilo najbolje uspelo. Kaj ti misliš? Sigurno, da je. A je? Je. Če Damjan tako pravi, potem je že tako. Drugače, kaj bi te vprašal? Ne vem. A lahko... Koliko je ura? Koliko je ura, Damjan sprašuje? Ja, pa hmal bo 9. Zdaj, če še vas postavim pred manjši izziv, a je možno, glede na to, da imamo zdaj tudi pevko na prizorišču, zapeti kaj takle, kar s prve? Lahko. Ja, lahko. Halo, ali pa nekaj takega. A pa kako Belo snežinko, je to možno? Tudi. Tudi Bela snežinka bi šla. Sicer snega še nismo dočakali, ampak upam, da bo Božič bil, ne, Božič ne bo bil, novo leto pa tako napovedujejo. Spominja me na te in na vse tiste dni noči.
Odlično, odlično. Kako je bilo na vajeni ohceti? To me še zanima. Opala. Danes imam s tem mikrofonom neke probleme, resno. Upam, da ti nisem zdaj kaj popraskal. Ni problema. Ampak ja, vsega navajena. boma pol rešvala pa poračunala, koliko je bilo na ohceti. Odlično. Moram povedati, da mi kot Eurokvintet vsako leto igramo precej ohceti, ampak lastna ohcet je pa ena taka posebna specifika in meni je bilo lepo, tudi moji ženi in jaz mislim, da celemu ansamblu so bili tudi seveda svatje, tako da je bilo res je bilo lušno. Edino, kar bi rekel, zelo hitro je minilo. Ko greš iz tiste protokole, kar naenkrat je ura, 1, pol 2, 2, 3, 4, tako leti čas. Tako In da, najlepšega dneva v življenju je konec. ja, jaz upam, da še bo kak tak lep, gotovo se nadejam enega takega lepega v aprilu. Aha. Če pogledamo mojo ženo, mogoče. Smo že videli, ja. Kamera pa noče pokazati. Aha, so iskali pravi kader. Tako, Ne bo pomote. Ja, ta dan še bo gotovo tako čudovit, kot je bil poročni. Pa še mogoče potem kateri naprej, ne? Ja. To je ljubezen, tvoja napoved. Sledi prekrasna skladba, za katero smo besedilo napisala skupaj z mojim možem, tako da imamo notri osebno noto in veselo poslušanje. Odlično, evo, krasna napoved, to je Eurokvintet s Tanjo. Uživajte. Ko tistega sva maja se spoznala in skupaj sva na oder stopila. V glasbi srečna se ljudem razdala in v srcih nekaj začutila sva. Odkar sva prvič v duši si zazrla, odkar podala prvi cilj lani, počasi srci svoji sva odprla, združila skupaj najine poti. To je ljubezen, res tista prava za večne dni. Pred Bogom in ljudmi sva pokazala, da najini so dnevi pravljica, da bova skupaj vekomaj ostala. Drug drugemu sva danes rekla da. Vem, da me ljubil boš vse dni življenja, čeprav nekoč bo zguban moj obraz. Mi gre v srce in buja hrepenenja, s poljubi boš pregnal starosti mraz. In ko nekoč prišel bo dan slovesa, ko bo nekdo od naju že odšel, ne bo prestopil praga tja v nebesa. Le s tabo, draga, tja nekoč bom šel. Le z mano, dragi, tja nekoč bo Res so me prepričali. Tanja, še enkrat najlepša hvala za tvojo družbo, da si prišla zraven. Prid sem.
Predvsem, hvala lepa. Ponosna na tale komad, tudi ti verjetno. Ja, zelo. Odlično. Evo, izvoli nazaj na tvoje mesto. V tem trenutku si bomo privoščili video spot ansambla Štrk. Božična noč je tole, ansambl Štrk pa boste lahko spremljali tudi v naši dokaj silvestrski oddaji najvižja 29. decembra, ko bom v studio povabil tudi svojo Lunco. Tako, zdaj pa je ansambl Štrk na vrsti in Božična noč. Uživajte. Potica in kuhano vino in cimet, ki boža bližino, prijazen nasmeh in toplina, družina, 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 na smrečici svečke migljajo, stekline se krogle smehljajo in zvonček ob jaslicah poje. Lepo je, lepo je, lepo je. Božična noč, božična noč, ljubezni raje je Gospod, ljubezen srcu daje moč, ljubezen luč, ljubezen pot. Razpirajo angeli krila in zvezda se je utrnila, v znanjanju stare novice, hvaležnim pastirjem drobnice, na smrečici svečke migljajo, stekline se krogle smehljajo in zvonček ob jaslicah poje. Lepo je, lepo je, lepo je. Božična noč, božična noč, ljubezen sama je Gospod, ljubezni čudež je mogoč, nocoj in zmeraj in povsod. Nocoj in zmeraj, božična noč. Tako, tole so bili ansambl Štrk, Eurokvintet še vedno v našem studiu pri Starem mlinu.
To so člani ansambla Eurokvintet v naši družbi četrtkove oddaje Najvižja. Grem pa v tem trenutku tule vmes. Zakaj sta klarinetist in trobentač oblečena v sukniče? Nekaj gnarja vstali, pa smo rekli, moramo nekaj potrošiti. Pa smo tole kupili. Nisem zadovoljen z odgovorom. Tudi naši gledalci niso. Lejte, pač nekako tak imi smo si zamislili. Pač mi dva suknič, on je res, bom rekel, bolj kompaktno za inštrumenti, sicer harmonika, da je neko mogoče opore na ta suknič, klarinet pa niti ne, ali trobenta, ne, z tega vidika. Eurokvintet ste dostopni tudi na družabnih omrežjih. Tako je, na Facebooku, na Snapchatu nimamo, tudi Twitterja ne, imamo pa tudi spletno stran. Ki jo je postavil Damjan. Ja, eurokvintet.si, tam pa lahko najdete več informacij še tudi o nas. No. Tudi s tem se ukvarjaš, nisem vedel. V bistvu za sebe, pa za prijatelje, to čisto tako je bilo. Ne bi drugač tega na velik zvon obešal, ker nisem mojster za to, ampak dobro, majčkano se znajde, tako da ja, za ansambl je nastalo, pa še mogoče tu pa tam za koga. December, ki je že tu in še pred nami, kakšen je pri vas? Je v bistvu deloven, še imamo nekaj zadev za poigrati, za novo leto smo fraj. Smo nekako rekli, ni bilo neke take variante, ki bi nam ustrezala, pa smo rekli, bomo pa majčkeno z družino in mislim, da bo tudi to lepo. Potem pa spet januarja štartamo s snemanjem, bojo nastale nove skladbice, imamo v načrtu tudi en spot, pa še kaj se bo dogajalo, tako da bo leto 2017 več ali manj kar pestro. Odlično, najlepša hvala za današnjo vašo družbo. Hvala lepa. Še pridete, ker bo kaj novega. Ja, seveda pridemo, zdaj pa glede na to, da smo letos verjetno zadnjič v temle studiu, bi najprej vam kot ekipi, tebi, seveda vsem kamermanom, tehnikom, zaželel še veliko dobrih oddaj tudi v letu 2017. Najlepša hvala. Vsem gledalcem in gledalkam pa seveda lepe, blagoslovljene božične praznike in vse najlepše v novem letu. Hvala lepa. Vse to, kar je rekel Damjan, nimam skoraj da ničesar dodati, tudi mi vam želimo isto, glede na to, da se tisti praznični čas približuje v leto, ko bo vse iskrivo oziroma je že lučke smo že prižgali, tako da se mi zdi, da je že konec decembra praktično tukaj, kakor hitro teče čas. Vsem bi položil na srce, mogoče če gledate oddajo in ste mlad narodno-zabavni ansambel, da pošljete svoje podatke, da vas ulovimo tudi pred našimi kamerami, sploh tisti ansambli, pa tudi če ste že bolj poznani, če imate kakšno decembrsko, kakšno za prihajajoče novo leto, z veseljem ste lahko naša družba v našem studiu. Vam pa šele en krasen četrtkov večer želim. To je to, vidimo se zopet prihodnji teden. Srečno. Spet prišel je čas, ko zvezde zažarijo, snežinke bele v jasni noči se lovijo, v očeh otrok se znova zaiskri veselje, skrite želje, sreča, tiho hrepenenje, na jelki v kotu drobne lučke se bleščijo, po dolgem letu spet pri nas se oglasijo. Troje mož darili dobrimi željami, Miklavž, Božiček, dedek Mraz so spet med nami. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas, za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas, zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Šutuariva, 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 šutuariva. Ob kaminu toplem otroci šepetijo, pravljice
končno novo leto, da zdravi srečamo se spet čez eno leto. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Thank you.